začenjate drugi del Evropskega pokala, s kakšnimi mislimi greste v ta del tekmovanja? Gre za eno zelo težko skupino, ki so sami veliki pomeni, tudi temu primerne so sestavljene ekipe z večjimi imeni tudi v tem smislu, tako da nas čaka ena težka naloga. Če radi rečemo, da je vsaka zmaga včasih velika kot Triglav, lahko rečemo, da bo pri nas velika kot Everest, tako da tega se zavedamo, ampak ne glede na to se ne predajamo, vsako tekmo bomo šli pač z mislijo, da bomo probali presenetiti, da predvsem pokazati pač dobre igre, kot se bomo dali in izkoristiti te tekme kot eno dobro priložnost za nabiranje izkušenj, predvsem za te mlajše igralce. Kaj pa gostovanje v Tel Avivu, vemo, da je tam velikan Makabi, z vašimi mislimi? Ja, ne glede na to, da Makabi letos ne gre vse po načrtih, gre za eno odlično ekipo z ne samo enim igralcem, ki je že osvojil zadnje in Euroligo in NBA so osvojali, tako da gre še vedno za odlično ekipo, ki temu primerno tudi odlično igrane na zadnje, da se niso vrstili na teh 16. Če vzajemo za kup, da so včeraj še izgubili s HPL-om, bojo še toliko bolj nabrušeni pričakali nas tam, tako da ena težka naloga, izredno pomembno bo, kako bomo mi v bistvu spet igrali v napadu, ker Makabi igra 40 minut, ne glede na rezultat praktično celo tekmo presing po celem terenu, na ta račun dosega ogromno lahkih košev iz kontra napadov po izgubljenih žogah nasprotnikov, tako da to bo ena glavnih skrbi oziroma mora biti koncentracija na to. Po drugi strani pa moramo predvsem mi tudi spet odlično igrati v obrambi in kontrola skoka bo izredno pomembna. Kaj pa Olimpijin napad na začetku sezone ste imeli pravzaprav izreden izkoristek trojke, jasno je bilo, da tako ne bo šlo vso sezono. Kaj pa zdaj recimo, ko se je normaliziral ta odstotek, ko je v napadu kar precej? Ne, napad je vedno tudi odvisen od dnevne forme, tako da mislim, da to ne moramo zanašati. Nek dan bo šut šel bolje, drugi ne. Iščemo alternative tudi z druge strani, konstanta pa mora biti to, kar se smo spodarjali, se pravi ta skok in obramba. Jaz verjamem, da lahko tudi v Tel Avivu imamo dober dan in mogoče na ta način tudi presenetimo Makabi. Pravljate igralca, mogoče kaj tudi atmosfero, velika dvorana, pa ne bi zaradi tega že na začetku se povedali? V bistvu nismo kaj veliko govorili na to temo, če spoštujem povedano z enim samim razlogom do zdaj. Na te stvari nismo slabo odreagirali, v bistvu bom rekel ravno nasprotno. Bolj so bile polne dvorane, bolj smo nekako mi dobro igrali, vsaj načeloma, tako da v bistvu je to užitek igrati pred polnimi tribunami in upam, da bomo znali reagirati tudi v Tel Avivu. Bolj bo pa šlo kot za to, da so navijači na tribunah, da bo nasproti stala pač še ena odlična ekipa, ki se bomo mi pač morali postaviti na teren. Ekipa je recimo Makabi najbolj ranljiv, kje tam zdaj? V bistvu so dobri zapolnjeni na vseh pozicijah, če bomo želeli računati na kakršenkoli uspeh, kako sem podal že prej, moramo predvsem igrati v obrambi, ne videti, da se razletijo in pa kolektivno igrati v napadu, se pravi, ko bo igrati za pressing, ko nas bojo stiskali, da ostali igralci ne samo tiskajo na žogo, pač delajo svoj posel, da odpirajo podaje, da imamo se skozi ne samo eno, ampak več rešitev in na ta način potem lahko pričakujemo, da pridemo v dobre pozicije v napadu pa odprti kraj. Se sobotna zmaga pozna tako na treningu pri fantih, ali niti prej ni bilo tako, kaj zaradi porazov? Ja, vedno je malo reakcije na eno ali pa drugo smer, ampak pač poskušamo, da te stvari niti po porazih, niti po zmagah ne vplivajo na nas, delamo na enak način in kot sem rekel, ne samo Makabi, ampak cel januar in potem tudi februar nas čaka ene odlične ekipe, razpored je zelo težek in moramo biti res z glavo pri stvari, predvsem pri treningih. Porazi in zmage nas ne smejo pač ali uspavati ali pa da nas bijo samozavest, neko manj razpravljati, tako da moramo ustrajati pri stvari.
so pa vsi zdravi, ne, kar je bolj. Ja, zaenkrat moram potrkati. Načeloma nekih večjih težav, Zaki Slifolk čuti bolečine v kolenu, ampak verjamem, da bomo pripravljeni za tekmo, tako da upam, da potujemo na gostovanje. Tako bilo pa, mislim, je bilo kaj z Makovičem, zdaj zadnja tekma, da ni igral ali Ne, pač tekma je šla tako, kot je šla in nisem videl potrebe, da nekateri, ki so bili razpoloženi, tak meni.